Dober dan, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kaj je treba postoriti, da smo varni, fit in pripravljeni kot moderni samuraji. No, danes se bomo pogovarjali o zelo eksotični tematiki, in sicer o bojevniškem mazohizmu. No, nas, moderne samuraje, zdaj govorimo o policajih, varnostnikih, vojakih in podobnih profilih ljudi. Nas bi prej imel človek za sadiste, ponavadi nas drugi tako vidijo. V resnici smo pa v veliki meri tudi mazohisti, torej bojevniški mazohisti. In od kod to v resnici izvira? Zdaj, jaz imam več teorij o tem, mogoče lahko vi prispevate še spodaj v komentarjih svoje misli, jih bom zelo vesel, tako da razširimo to debato in da tukaj ne bo sam monolog z moje strani. Ampak ena od teorij je pač, da imamo mi, moderni samuraji, tale prag bolečine zelo visoko oziroma bistveno previsoko zastavljen, in potem iz tega potem izvirajo razni problemi. Kajti ne smemo pozabiti, recimo na področju borilnih veščin, ko se boriš, se ne moreš boriti malo, ampak gre za vse ali pa nič, hkrati pa je treba gurati, se je treba boriti do konca. In tako mi v bistvu tudi ves čas funkcioniramo, torej ne samo takrat, ko smo v službi, ampak verjetno tudi v veliki meri na privatni osnovi, torej v osebnem življenju. Dejstvo pa je, da naš posel zahteva od nas, da mi nekako služimo drugim in tudi druge ščitimo. Torej, pogosto tudi za ceno našega lastnega zdravja in tudi dostikrat za ceno našega življenja. Dejstvo pa je, da je današnja družba oddelegirala veliko stvari na posamezne poklice. Torej, prej včasih, ne vem, 1000, 2000, 3000 ali pa 5000 let nazaj si se mogel verjetno sam znati bojevati pa vojskovati, to danes dela vojska. Potem, ne vem, če se je zgodil nek kriminal, si se tudi mogel nekako sam znajti, ampak danes se s tem ukvarja policija. Potem tudi, če si hotel zavarovati sebe, druge, pa svoje premoženje, pa premoženje drugih, si se mogel nekako organizirati, pa sam znajti. Danes to počne varnostna služba. Zaradi tega pravim, da imamo moderni samuraji precej tega bojevniškega mazohizma v sebi in guramo, tudi takrat, ko ne gre več, zaradi tega, ker če tako pogledamo, ko vsi normalni ljudje tečejo zaradi požara, kriminala, neke nevarne situacije v eno smer, policaji, varnostniki, vojska leti v drugo, ravno v kontrasmer. In noben mi ne more reči, da pač ta način funkcioniranja ne prenesemo in ne ponotranimo tako nekako v sebe in ne prenesemo v svoje osebno življenje in nasploh v naš modus operandi. No, in kako se kaže ta bojevniški mazohizem v praksi? Na mnogih področjih, torej vseeno je, katero področje vzamemo, povsod se kaže. En od teh oblik je itak ta, da delamo pač vseeno so nedelje, sobote, prazniki in tako naprej, mi delamo skozi. Normalnim ljudem tega ni treba in ne pristajajo na to. Potem delamo veliko nadur, načeloma v vseh teh službah in poklicih, drugim tega ni treba. In pogosto pač tudi tako funkcioniramo na lastno škodo, torej na škodo našega zdravja, našega življenja, naše družine, zaradi tega, ker pač tudi nočemo pustiti na cedilu naše ekipe, s katero delamo. Bojevniški mazohizem se kaže tudi v odnosih, ki jih imamo dostikrat, in sicer, da vztrajamo v njih veliko dlje, kot je to v resnici potrebno. Torej, če bi človek rekel, da je nek baseline, nek normalen način odnosa na tej ravni in prihaja do malih odstopanj, ok, če pa pride preveč, bi vsak normalen človek rekel, evo, tukaj je zdaj dost. Mi, moderni samuraji, pa dostikrat vztrajamo tule še, ko je že čist deviantno vse skupaj in nima nobenega smisla več, se bomo zrihtali,
se bo šlo, pa potem na koncu doskrat pač ne gre. Bojevniški mazohizem se tudi kaže v tem, da enostavno znamo drugim veliko boljše pomagati kot pa sebi in drugim pomagamo na nenormalen, kvaliteten način, na visokem nivoju. Ko pa gre za nas same, pa potem doskrat pač res ni tako in se moramo tega tudi naučiti. V resnici pač je tako, da vsakodnevno opravljamo službo, kjer nastavljamo glavo za druge. No in kaj lahko sploh naredimo proti temu mazohizmu, ki vidimo, da v bistvu sploh ni zdrav? Mogoče je prva stvar ta, da si priznamo, da to sploh obstaja in da se začnemo o teh stvarih tudi pogovarjati. Zaradi tega bi bilo meni osebno zelo zanimivo, če navedete še spodaj v komentarjih svoje izkušnje, svoje poglede in kako se vi s tem soočate in kako vi iščete te rešitve, da ta vzorec nekako prekinete in tudi zase nekako se rešite tega bojevniškega mazohizma, ki je pa res nepotreben. Drugi korak bi mogoče znal biti ta, da se začnemo spraševati, ali če bi to ravnanje, ki ga mi v bistvu proizvajamo vsak dan ali pa ki se ga poslužujemo vsak dan, opazili pri osebi, ki jo imamo zelo radi, kako bi potem svetovali tej osebi oziroma bi to ravnanje sploh tolerirali ali bi svetovali čisto nekaj drugega in če je temu tako, potem ta svoj nasvet, ki bi ga dali drugim, potem prenesemo na svoje življenje in ga vzamemo za svojega in ga tudi sami upoštevamo. Zdaj, ena stvar, ki je meni pomagala, je tudi ta, da nekako imam v centru svojo družino, ki pomagam. Potem so drugi najvažnejši, so moji prijatelji, potem kolegi, znanci in tako naprej. Da se ukvarjam bolj s tem, kar je v sredini, kot pa s tem, kar je zunaj na obodu. In tako tudi nekako postavljam svoje prioritete. No, v enem videu, ki ga bom potem tule nekam pripopal na koncu, tudi razglabljamo o tem, da varujemo ljudi in premoženje in kako varujemo v resnici tudi sebe in se zelo dobro navezuje na to današnjo tematiko. Me pa seveda zanima, tako kot sem že rekel, kako se soočate vi s tem in kje vidite vi rešitev. Evo, toliko za danes, uživajte, pa ne bodite preveč bojevniško-mazohistični, najdite tisto ta pravo mero in poskrbimo tudi zase. Čau!